Zdravo, tukaj je Valentin. Danes bom govoril o uporu zoper oblast. Glede politične scene tudi v Sloveniji mnogi vzklikajo kramola in da je potrebno sedanjo vlado odstraniti. Vprašanje je, kdo bo potem vlado nadomestil oziroma kakšno vlado ustvariti. Oziroma, ali so tisti, ki pozivajo k odstranitvi sedanje vlade, sposobni postati boljša nova vlada. Nekateri mislijo, da je biti politik enostavno in ne zavedajo se kompleksnosti političnega stanja in sistema na tem svetu. Nobena država ni samostojna in neodvisna, da bi lahko ustvarila svoj pravni red, brez da bi se v to vtikala tudi globalna politika. V svet postaja vse bolj povezan in soodvisen. Slovenija je del Evropske unije in seveda bi lahko izstopili iz Evropske unije, smo pa še vedno odvisni od uvoza velike količine hrane za naše prebivalce in povezani smo z drugimi državami tudi na druge načine. Ko se sprašujemo, kaj je tisto, kar nam vlada, pa je marsikaj skritega v ozadju, česar se drugi ljudje ne zavedajo. Nekateri vidijo samo zunanjo vlado, politični sistem, politike, državni zbor, zakonodajo. Ne zavedajo pa se, kaj vsakemu od nas vlada od znotraj. Ljudje mislimo, da smo svobodni, da notranje nihče ne vlada z nami, da imamo svojo lastno voljo, ki jo izražamo, brez da bi kdorkoli na to vplival. Toda tisto, kar nas vodi od znotraj, so številni podzavestni in nezavedni miselni vzorci. Ti vzorci povzročijo, da smo zelo ozkogledni glede zavedanja realnosti na tem svetu, da čustveno reagiramo in da poskušamo rešiti probleme na nasilen način. V sebi, v našem umu imamo polno nekih avtomatičnih misli, ki se nam sprožajo, in te glasove v naši glavi jemljemo kot nekaj samoumevnega, nekaj, kar naj bi bil naš lastni proizvod. Ne sprašujemo se o tem, kaj ti glasovi želijo, kdo jih je proizvedel, kakšen je njihov namen. Slepo, avtomatično jih sledimo. Torej, vlad je več vrst. Marsikaj nam vlada od zunaj, marsikaj pa nam vlada tudi od znotraj. In prav je, da ustvarimo boljši družbeni sistem, v katerem bomo živeli v večji harmoniji, sožitju,
ter izobilju. Ne bo pa moglo do tega prideti, dokler naprej ne prevzamemo odgovornost do lastnih notranjih miselnih vzorcev. Potrebno je, da naprej začnemo spraševati tega našega notranjega vladarja, od kod te misli so, kaj so posledica sledenja tem mislim, in videli bomo, da misli, ki jih naš avtomatično proizvaja, niso v našo najvišjo korist in da niso v najvišjo korist tudi drugim živim bitjem na tem svetu. Če hočemo kramolo, jo moramo najprej začeti znotraj sebe. Moramo ozaveščati lastne miselne vzorce, jih analizirati in odstranjevati vse tiste, ki nas med sabo razdvajajo. Vse te misli, ki so kot neke vrste naših notranjih zakonov, ki nam notranje vladajo. Veliko je teh miselnih vzorcev in potrebno je veliko časa, da jih ozavestimo in odstranimo vse tiste, ki so škodljivi. Pozivam torej vse tiste, ki kličejo kramola, naj najprej začnejo notranjo kramolo, da bodo vsi najprej postali notranje čustveno stabilni, da bodo razširili svoje zavedanje in da bodo potem sposobni ustvarjanja mirnih političnih rešitev. Veliko ljudi je na tem svetu, ki delamo ta proces notranje preobrazbe. Želim, da bi se nam čim več posameznikov pridružilo, da skupaj ustvarimo dovolj veliko globalno silo za trajnejše sistemske preobrazbe. Za več informacij si lahko pogledate povezave v opisu tega videoposnetka, lahko pa me tudi osebno kontaktirate. Hvala lepa in nasvidenje.